on je šef, tako da tako kot on reče, tako mora biti. Prav. Ti misliš, da šefi odločajo, šefi tako ne odločajo. Dober dan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Vsem prisrčen pozdrav iz prve slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. V sodelovanju med Znanstvenim društvom za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Inštitutom za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Zdravniško zbornico Slovenije ter Celjsko Mohorjevo družbo je letos izšla tretja monumentalna enciklopedična monografija Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. To monografijo in prvi dve, ki sta išli v sodelovanju s Slovensko matico, je spisala in pripravila doktorica Zvonka Zupanič Slavec, doktorica medicine, redna univerzitetna profesorica, zgodovinarka medicine in predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in še veliko tega, ki jo prav prisrčno pozdravljam med nami. Hvala lepa. Hvala lepa. S komerkoli sem se kdaj pogovarjala o tej enciklopediji in o delu doktorice Zupanič Slavec, je bil odziv sogovornikov približno enak. To je pa tako imenitna gospa. Ta ženska enciklopedija na dveh nogah. To gospo je pa tako prijetno poslušati. Ima toliko znanja, je tako čuteča gospa in imenitna predavateljica. Tudi sama sem gospo Zvonko doživela res kot eno najbolj delavnih, discipliniranih in vsak trenutek visoko profesionalnih ljudi, kar jih poznam, kot pokončno in empatično žensko, jasnih načrtov, prodornega duha in neizmerne življenjske energije, zavzeto za vse, kar je v življenju ne le treba, ampak je prav storiti. In to, da se človek na vrhuncu svoje kariere s povsem nesebičnimi nameni sprašuje, kaj strokovnega bo ostalo za mano, kaj dolgujem državi, ki me je izobrazila, kaj generacijam, ki prihajajo za menoj. To v današnjem času ni tako zelo pogosto in priča o res izjemni ženski, ki usmerja svoje struge. Knjige, ki so med nami, in četrta, ki je že v nastajanju, so lahko le plod res intenzivnega in koncentriranega dela, žrtvovanih neskončnih ur časa, najboljšega razgleda po stroki, izjemnega raziskovalnega duha in disciplinirane sistematike, zmožnosti videti gozd in drevesa hkrati, sposobnost približati zgodovino stroke tudi laičnemu bralcu, pa rezultat daljnosežnega uvida in empatične vpetosti tudi v realno življenje stroke in ljudi. Doktorica Zupanič Slavec v pedagoškem delu vzgaja zdravnike v bolje povezane s humanističnimi strokami, je članica več uredniških odborov in raznih strokovnih združenj, vpeta tudi v kulturno-umetniška društva, glasbenica, ljubiteljica kulture in prizadevna ambasadorka društva Hospic. Dobitnica več priznanj na področju kulture in znanosti ter publicistike. In pri Celjski Mohorjevi družbi smo veseli in ponosni, da je avtorica izid svoje tretje knjige enciklopedije zaupala prav prvi slovenski založbi. Zato naj mi bo danes dovoljeno izkoristiti to priložnost, da vam, gospa Zvonka, tudi iskreno čestitam še javno za pred kratkim prejeto državno odlikovanje. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je namreč v začetku tega meseca doktorico Zvonko Zupanič Slavec za njeno znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske medicine odlikoval z medaljo za zasluge. Doktorica Zupanič Slavec, naj vam bo to tudi v pogum pri nadaljnjem delu in življenju. Najlepša hvala, res najlepša hvala. To sem pa zelo, zelo počaščena. Zdaj pa tako lepo, da bi se človek kar slikal, pa bom prosila, če lahko, ja, seveda, vodstvo, a ne, takole, so rekli, da je treba tudi to s seboj prinesti, tako da za 5 minut.
Najlepša hvala, res najlepša Lepa hvala. hvala. Vam bom takoj dala besedo, ampak danes sta sogovornici ob doktorici Zupanič Slavec, tudi urednica knjige, gospa Senta Javnik, diplomirana etnologinja, kulturna antropologinja, sodelavka Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. In pa veliko veselje nam je, da je danes z nami tudi gospa Vida Drame Orožim, doktorica medicine, upokojena specialistka nevrologije in psihiatrije, ki z ambulanto Pro Bono v Ljubljani sodeluje že več kot 2 desetletji in jo tudi vodi, in pa seveda Slovenka leta 2020. Prisrčen pozdrav obema. Pogovor pa bo v nadaljevanju moderiral gospod Jožef Faganel, slovenist, lektor, nekdanji sodelavec Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, upokojeni profesor AGRFT, Teološke fakultete, tudi nekdanji direktor Celjske Mohorjeve družbe in pa dolgoletni predsednik Društva hemofilikov Slovenije, ki mu sedaj predajam besedo, in današnje gostje, gospod Faganel, izvolite, prosim. Hvala lepa direktorici Tanji za predstavitev te dekliške družbe z eno izjemo. Počutim se kot doma, ker sem oče 3 hčera. In imejte se za moje hčerke. Zakaj pri Mohorjevi medicinske knjige? Malo sem pogledal po arhivu in našel knjigo Antona Breclja Ob viru življenja. Pobrskal sem po tej knjigi in na strani 52 naletel na zelo zanimivo misel. Anton Brecelj piše v 30 letih tele besede. Nemčiji se po pravici čudimo, da je posegla po tako krutih sredstvih, saj je prav v Nemčiji nastalo plemensko zdravoslovje in rasna higiena, ki ima širše naloge in večje področje, kakor veda o blagorodni. Slovenski zdravnik je v tistih letih prepoznal, kam sodi nemška evgenika. Zakaj sem te reči omenil? Treba je poznati zgodovino medicine, da se odzovemo danes na skrivne poskuse, ki skušajo na poseben način posnemati te zgodovinske dogodke. Če mladi ne poznate zgodovine, mislite, da gre samo za napredek znanosti, v resnici pa gre za nekaj, kar je v nasprotju z zdravniškim poklicom, ki pomeni pomagati sočloveku, kaj ne, doktor Vida Drame? Zato ste pravzaprav sprejeli to težko dolžnost pomagati ljudem in se po opravljeni medicinski karieri odločili pomagati tudi tistim, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja. Hvala lepa. Spoštovani vsi, lepo pozdravljeni. Moram povedati, da mi je v veliko čast, da imam možnost povedati nekaj besed o naši veliki Slovenki, znanstvenici, profesorici, zdravnici, zgodovinarki brez meja, in da sem zelo počaščena, ker jo osebno dobro poznam in poznam tudi njeno delo in sem bila, lahko rečem, en delček prisotna, zato toliko bolj upravičeno lahko govorim o njenem delu. Moram pa reči, da je ta moj prispevek bil samo kapljica v brezmejni ocean, ki ga je ustvarila gospa Zvonka Zupanič Slavec. Takole bi rekla, svojim delom je ustvarila in vtisnila zgodovinski pečat tako za medicino Slovenije, za slovenski narod in presegla naše meje, ter bi rekla, da se je povezala z vsem svetom. Zelo veliko delo, ki ga je naredila s svojo enciklopedijo,
ima izjemno prednost, ker ni dostopno samo slovenskemu bralcu, slovenskim specialistom, ampak lahko rečem vsemu prebivalstvu, ker je napisano tako preprosto, logično, razumljivo, strukturirano, da ga lahko bere prav vsakdo in najde svoje odgovore. Poleg tega je tu izpostavljena ena izredna kreativna domiselnost, da je v tem delu slovenski tekst pospremljen z angleškim tekstom, kar pomeni, da se odpirajo vrata tega znanja, tega dela, ne samo našim slovenskim mejam, ampak praktično globalno vsemu svetu. To je nekaj neverjetnega, da lahko vsak, ki ima voljo, prebrati kakšno informacijo, brez težkega prevajanja poseže po tej literaturi. Naslednja stvar, ki je zelo, zelo pomembna, je tudi umetničino, znanstveničino delo v tem, da je bila 25 let prostovoljka. V kliničnem centru je 25 let vodila kulturno-umetniško društvo, ki je povezovalo tako bolnike kot tudi zdravstveno osebje. Recimo delavci so si dali duška ob svojem težkem delu, se veste, medicina ima veliko grdega, težkega, veliko žalosti in zato je taka dejavnost, da si lahko z likovno izraznostjo, s pesmijo, z slikanjem, z šahovskimi krožki, vse to je dr. Zupanič Slavčeva organizirala prostovoljno, vodila, pisala sporede, skratka, povezovala je tisto čutno in kdorkoli je bil ob njej, je ravno tako doživel to toplino njenega dela. Torej lahko rečem, da je svojo dušo in dušo vseh, ki so jo obkrožali, znala zelo povezati. Ta njena povezovalnost je izjemna sposobnost. Še nekaj bi poudarila. S tem je ustvarila Slovencem spomenik zgodovine, medicine in zdravstva, ki ga zlepa nimajo večji narodi, mnogo večji od našega. Zato lahko rečem, da smo lahko zelo ponosni na osebo, ki je izredno humana, ustvarjalna, neuničljiva, dobrosrčna, čutna, zdravnica, pedagoginja, mama, žena in za mene je genialna Slovenka. Hvala ti, Zvonka, da te imamo. Lepo se zahvaljujem za ta povzetek, ker o dr. Slavčevi je težko na kratko nekaj povedati. Mislim pa, da ste vse povzeli, vse elemente. Predvsem me je pa kot dolgoletnega, kaj bi rekel, urejevalca publikacij spodbudilo to, da ste poudarili, da je knjiga dostopna tujim bralcem v slovenskem jeziku. To je zamisel, ki ne vem, ali je od Zvonke Zupančič Slavčeve ali je zamisel urednice. Sam pokimejte, čigava je. Mislim, dober večer, dober dan vsem skupaj. Mislim, da je bil to en konsens širšega uredniškega odbora. To je vsekakor inovacija v slovenskem založništvu, ker tega praktično ne poznamo. So povzetki, ki so ločeni, so knjige, ki so prevedene, tukaj pa bogata knjiga, ki opozori tudi, da Slovenci smo velik narod. Janez Dular pravi, da je velikost naroda odvisna od 1,5 milijona prebivalcev in zato smo tudi velik narod. Zdaj se bom pa obrnil na sodelavko v službi za zgodovino medicine, urednico, gospo Javnik,
a sem prav, a Javnik. In bi prosil, če bi čisto iskreno povedali, ali je težko biti sodelavka tako delovne osebe, kot je naša odlikovanka. Ena zadnjih odlikovank letošnjega predsednika do zdajšnjega. Je v bistvu, mislim, da moraš imeti predvsem rad delo, če sodeluješ s profesor Slavčevo. Ogromno, zaradi tega se tudi lahko ogromno naučiš in če znaš to videti, da kar ti lahko profesorica ponudi oziroma kar je recimo po mojih izkušnjah meni ponujala, sem sama znala prepoznati, da s tem, ker je pač vedno ogromno dela, ogromno je raziskovanja, ogromno je preverjanja podatkov, tudi srečala sem se z velikim številom zelo zanimivih ljudi, strokovnjakov, poznavalcev preteklosti posameznih medicinskih strok, ki so tudi zelo fascinantni. Potem v bistvu, če na ta način pogledaš, tudi ogromno pridobiš znanja in se tudi oblikuješ, za kar sem recimo profesorici Zvonki Slavec tudi zelo hvaležna. Na ta način sem se lahko tudi, pač kar se tiče vsebine, da lahko kot urednica sodelujem pri tej gigantski enciklopedični zbirki, sem se tudi oblikovala in pridobila znanje in izkušnje, da se mi zdi, da imam pogum, da sodelujem in urejam to delo. Razumel sem tudi stranske misli, od katerih sem besedo imam pogum, da sodelujem pri tako zahtevnem delu, da je najbolj precizno povedano, kako zahteven posel je sodelovanje pri takem velikanskem projektu. Ja, pogum v bistvu zaradi tega, ker pač kot sama prihajam v krog zgodovine medicine z humanistično izobrazbo. In zgodovina medicine je ena v bistvu svojevrstna specifična stroka, ki jo lahko sicer tudi delaš kot humanist, če se ukvarja z zgodovino, kulturno antropologijo, sociologijo, tudi filozofijo, ampak sama zgodovina medicine pa zahteva tudi eno tako specifično zgodovinsko znanje. Profesor Slavec je zdravnica in določene poglede, določen razvoj tipično specifičnih medicinskih vsebin, tega jaz ne upam komentirati, ne upam obdelovati, medtem ko profesorica ima to osnovno znanje medicine, za kar ima tudi ona pogum, da lahko obravnava vsa ostala medicinska področja, subspecialna področja, ki se skokovito razvijajo. Tako da recimo jaz z enim zunanjim humanističnim pogledom potem lahko prispevam recimo neki celoviti, širši, skupni podobi zgodovine medicine. Sem vas dobro razumel, predvsem vam pa vaša humanistična osnova omogoča razumeti vse smeri, v katerih se je razvijala medicina in je dosegla izjemne uspehe tudi na področjih, kjer ni mogla zdraviti, ampak je zdravila s sočutjem, s poznavanjem bolnikov. In zato spoznavam danes kot predsednik Združenja za redke bolezni, ki so bile opisane takrat, ko še ni bilo nobenega zdravila zanje, pa so bile opisane tako, kakor bi danes diagnosticirali zdravniki. To je tista stvar, ki pomeni, da zdravnik, tudi kirurg, brez srca ne more biti dober zdravnik in dober kirurg. In pri kirurgih se vidi, da ni kirurga, ki bi operiral sam. Ekipa je, za katero se noben bolnik ne zaveda, koliko jih je zraven, kako se povezuje, in lastnost dr. Slavčeve je povezovalnost na najrazličnejših področjih. In zato sem iz svoje knjižnice vzel tole knjigo dr. Pintarja Zgodovina medicine, ki je bil učbenik dolga leta na medicinski fakulteti za študente medicine, in sem ga malo prelistal pred današnjim srečanjem in sem ugotovil,
da se na področje slovenske zgodovine medicine ni spustil ali se ni upal spustiti. Doktor Slavčeva je imela ta pogum, zato smo ji nadvse hvaležni in ker je doktor Slavčeva tudi izjemna umetnica besede, sem se odločil, da ji bom prepustil zadnjo besedo, ki bo lahko dovolj dolga. Najlepša hvala profesorju Jožetu Faganelu, hvala mojim sogovornicama, hvala vam, cenjena publika. Rada bi rekla, da je priti do cilja nekaj tako velikega, da tega ne zmoreš, nikakor ne, brez ljudi, ki zaupajo vate, brez sodelavcev, ki empatično čutijo za isto delo, brez vseh tistih številnih, drobnih, navidezno nevidnih soustvarjalcev, ki pa so prepričani, da je zastavljeno delo resnično vredno tega truda, vredno odrekanja, vredno sodelovanja. In zato bi na prvem mestu se rada iskreno zahvalila zelo številnim, ker gre za veliko poglavij. Medicina ima danes pri nas okrog 60 specializacij, med subspecializacijami tako po svetu velja, da celo 120 specializacij. In dotikati se vsega tega res ni lahko. Rada bi pri tem povedala, da to v zvezi s pogumom, kar je moja 17 let, torej sodelavka, ki 17 let dela z mano, česar se je ona naučila. Ona je pravzaprav tukaj, kako ne rečem, priučen, pa ne v slabšalnem pomenu besede, zgodovinar medicine, zato ker ima afiniteto, zato ker je našla tudi sebe v tem. A ne? Torej, imeti tako trdne sodelavce res pomeni bistvo, da si rečeš, zmorem, če tudi bo vmes, ne vem, koliko stvari treba še ne vem na kakšen način pač na koncu povezati. In tukaj imamo tudi med nami mlado prevajalko, Lucijo Jagrič, ki jo prosim, da vstane in se pokloni publiki, ker tako, en aplavz za njo. Ja. Lepa hvala, Lucija. Lucija je študentka medicine na naši medicinski fakulteti in tudi že 2 leti sodeluje pri tem projektu, ker je na mednarodni maturi tudi bila, je odlična lingvistka, torej anglistka, ampak hkrati tudi prebira vsebine, zato ker so ji medicinsko blizu in tudi najde napake, ker je tako natančna, da nekaj, kar mi že vsi gledamo, pa nismo našli, pa tudi mogoče ne najde celo naša lektorica, profesor Cvetana Tauzes, ki je danes žal ni tukaj. In tako da veliko teh oči, ki berejo, so še pa še dragocene. Rada bi zelo posebej izpostavila vodilna recenzenta celotne knjižne zbirke, in sicer klinika profesorico, doktorico Alenko Ratšelj Medvešček, infektologinjo, tudi medicinsko terminologinjo in medicinskega terminologa, avtorja tudi slovenskega medicinskega terminološkega slovarja, drugače zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani na področju patofiziologije, profesorja Dušana Sketa. Oba nas prisrčno pozdravljata in se opravičujeta, ker sta prehlajena in ne moreta biti med nami danes. Glejte, veš poet svoj dolg, veš Zvonka svoj dolg. Kakšen dolg imaš do svoje stroke? Direktorica Celjske Mohorjeve založbe dr. Tanja Ozvatič je zelo lepo rekla, a imamo kakšen dolg do tega, da nas je država šolala, da smo mednarodne štipendije uživali. In jaz sem vedno čutila, da pravzaprav moram narodu pustiti nekaj, na kar se bo lahko naslanjal na področju zdravstva in medicine. In ko prideš v moja zrela leta, ko z ptičje perspektive veliko stvari že vidiš, takrat si rečeš, ampak tudi pogum še imam, pa priložnost sem dobila, ker sem bila zbrana na to delovno mesto,
pa dajmo to vendarle izkoristiti in pustiti nekaj zanamcem. Tako da sem hvaležna za to priložnost in tudi, bom rekla, hvaležna za vse moje številne večje in manjše sodelavce, predvsem Sento sva seveda zmagoslavni tim avtorice in urednice. In a veste, umetnost sodelovanja, umetnost povezovanja, kar je profesor Faganel izpostavil, je pravzaprav v tem, da vsakem izmed svojih sodelavcev vidiš najboljše. Da vidiš, kaj bi pa pravzaprav nekdo lahko pri tem dal in da dopuščaš, da poskuša tudi po svoje stvari delati, zato ker ima specifično znanje. In slišati potem drugega in usklajevati to v dobro seveda resnicoljubnosti, v dobro poštenja do stroke, v dobro tudi višjih etično-moralnih, humanističnih in kulturoloških, tudi če hočete, načel za ves narod in tudi za integracijo v mednarodni prostor, je pravzaprav potrebna ta neka širina sprejemanja vseh teh različnih ljudi in zavedanja, da samo na tak način lahko pridemo pravzaprav skupaj do enega velikega konca in ohraniti velike korake številnih zdravnikov, ki niso znali točno videti, recimo pri redkih boleznih, kako pravzaprav boš ti zdravil eno, ne vem, recimo celiakijo pred časom. Ampak da potem nekdo pa vendarle opazi, da recimo po drugi svetovni vojni je bilo tako, da so videli, da je bilo celiakije veliko manj. In so v bistvu videli, da ti ljudje so bili lačni, da ni bilo kruha. In so začeli gledati, kaj vendarle je v tem kruhu, kaj je s tem žitom in tako naprej. In tako so prišli do glutena. A veste, ta brezmejna volja pomagati, dati roko nekomu, ki trpi zaradi bolezni, ki zaradi tega ne more v polnosti svojega življenja realizirati. Ali pa recimo trpi zaradi hudih muk in tudi predčasno umira. To je vedno bil osrednji motiv zdravništva in tudi drugega zdravstvenega osebja, brez katerega v medicini ne moremo. Tako da ta skupen, visoki etični odnos do življenja, tudi tako kot je na začetku bilo pravzaprav po besedah Antona Breclja, velikega slovenskega zdravnika, tudi prvi je bil imenovan za ministra za zdravje v povojni prvi državi za Slovenijo, a ne? Ampak je takrat bil hudo bolan, še po vojni in tako da tega ni mogel sprejeti. To, ko pravzaprav se zamisli nad tem, ali je rasna politika, ali je evgenika prava stvar za človeka. To so veliki misleci, ker pač mi tudi poznamo, žal poznamo vse senčne plati, ki so sledile tej želji po dobri genetiki, a ne, do prisilnih sterilizacij, prisilnih abortiranj, na koncu pa holokausta, a ne. In zato tudi recimo znamo prisluhniti duhu časa in vseeno razmišljati o svetosti življenja in o sprejemanju smrti kot sestavnega dela naravnega življenja in naravnega odhajanja. In zato smo mejniki in stebri zdravnika, ki ima svojo vlogo. Zdravnikova vloga je samo v zdravljenju, v boljšanju bolnikovega počutja, v lajšanju njegovih težav in tudi v normalnem zatiskanju oči. Tukaj je vloga zdravnika. Druge vloge zdravnik 2500 let od Hipokrata naprej nima in ni imel. In znati slišati zgodovinska sporočila, vzeti lekcijo v duhu tega zelo klasičnega reka historia docet, torej zgodovina naša učiteljica, je tudi namen naše enciklopedije. In tudi pri tem z njo vzgajati bodoče generacije,
dajati te zglede in počasi knjige tudi približevati digitalizaciji. Prva knjiga bo zdaj šla v digitalno obliko preko beletrine v njihovi digitalni knjižnici Biblos, druga naslednje leto, tretja pač kmalu zatem, ko bo pošla ta fizična naklada. Tako da se s tem tudi približuje veliko poslanstvo zdravstva in zdravništva skozi čas široki javnosti in tudi mednarodni skupnosti preko številnih orodij, kot so recimo digitalni prevajalniki, ker si bodo lahko lepo prevedli, kaj pa je slovensko zdravništvo recimo naredilo na področju recimo nevrokirurgije, kjer poznamo težko usodo recimo našega velikega akademika, profesorja Vinka Dolenca, ki je toliko dobrega naredil vsem mogočim bolnim na področju možganov, nevrokirurško, a ne? Pa ga 30 let preganjajo recimo sodno zaradi nesrečne okoliščine, ker zdravnik ne more nikoli 100% garantirati, da se bo vsaka stvar dobro izšla. In da pri tem recimo ustanova, za katero delaš, ne stoji za tabo. To so res neke stvari, ki so nedopustne. In mislim, da tukaj pač moramo razmišljati o vseh teh širokih aspektih in tudi v zadnji knjigi bomo imeli še veliko poglavje o razvoju medicinske etike, ker pač je to nekaj, s čimer recimo tudi medicina ali pa zdravništvo, če hočete, se postavi na svoje noge, kot je to s Hipokratovim prvim etičnim kodeksom v vsej zgodovini človeštva se zgodilo in tudi pade, če bi se stvari obračale drugače. Jaz sicer ne vem, kaj vse je še mislil naš moderator, profesor Faganel, da bi naj povedala. Lahko še to rečem, da celotna zbirka, 4. knjigo imamo zelo daleč narejeno in pobožno upamo, da bi do konca pomladi naslednje leto tudi izšla in ima še razvoj interne medicine, pediatrije, urgentne medicine, psihiatrije, potem zdraviliške dejavnosti, paliativne oskrbe, duhovne oskrbe bolnikov, zdravstvenih organizacij in medicinske etike. Sicer pa te 3 knjige popisujejo prva bolj javno zdravstveno dejavnost, druga bolj operativne kirurške in diagnostične stroke, tretja ima poglavje z področja infektologije, dermatovenerologije, nevrologije, onkologije, zobozdravstva, potem strokovno zdravstvene vede, pedagoške vede, medicinske, torej predklinične vede in zdravstveno šolstvo. Sicer pa je to celokupno, bo okoli 2500 strani in približno 6500 fotografij, s čimer se bo tudi dragoceno arhiviralo bogato gradivo, ki ga hrani ne le Inštitut za zgodovino medicine, ima pa gotovo tukaj veliko dragocenih arhivov, ampak tudi številni naši drugi arhivi, naj si bo to državni arhiv, mestni arhivi, bolnišnični arhivi, javno-zdravstvene službe. Fotoarhiv je pri nas gotovo med najbogatejšimi in je Senta prav tako tukaj, bom rekla, tista, ki gotovo ga tudi najboljše pozna, a ne? Tako da, glejte, z malimi koraki se lahko daleč pride. Od prvih konceptov te enciklopedije je minilo 10 let in malček smo se tudi modificirali pri sestavi, novi ljudje prihajajo. Tudi moja dolgoletna kilometrina pomaga, ker poznam praktično, bom rekla, vse pomembne zdravnike, tudi če živeče, pa tudi številne, ki so že pokojni, s katerimi sem tudi naredila veliko intervjujev, tudi Senta je številne med njimi spoznala. In smo tako tudi recimo za področja, kjer stvari niso bile popisane, dodali preko intervjujev, preko njihovih recenzij, tudi to. Rada bi še omenila recimo, da samo v 3. knjigi imamo približno 100 recenzentov, ker pač vsako poglavje ima svoje recenzente in je to tudi en organizacijski zalogaj in zato res rabiš pogum, upanje, samozaupanje, samodisciplino, absolutno vero, da boš lahko prišel do konca in tudi precej zmožnosti, da te stvari finančno pokriješ, zato ker smo tukaj zelo peš iskali tudi predvsem farmacevtske sponzorje in pač založbe, ki zaupajo v nas, da lahko pridemo do konca. Tako da hvaležna pač široko vsem, ki
ste pri tem kakorkoli prispevali. Zavedamo se, da tudi brez vseh vas, torej, ki globoko zaupate v nas in nam pomagate pri do konca, tega ne bi zmogli. Res, tudi vse tisto sem povedala, kar sem pozabila povedati, ne me narobe razumeti, ampak človek že ne ve, kaj pa je še vse tisto. In rada bi pa še nekaj rekla. Mislim, da je pomembno pri tem ohraniti veselje do dela. Jaz sem vedno imela veselje do svojega dela in meni je vedno pomenilo, tudi ti uspehi, mi niso toliko neki numerični uspehi, ampak uspeh timskega dela pokazati, kako veliko stroko pravzaprav zastopamo. A ne? In mi se na koncu objemamo in mi smo prijatelji med sebojni in mi znamo videti tudi muko našega sodelavca, ker vemo, kako težko je. In so to naše skupne zmage. Tako da, ko sem imela to podelitev nagrade pri našem predsedniku republike, danes je ravno 14 dni, sem bila silno ponosna na to, res sem bila ponosna, ampak sem tudi povedala, da je to medalja za zasluge za ves moj širši tim sodelujočih, a ne? In da kljub temu, da je bilo veliko garanja, okoli 60 knjig smo recimo pri nas na inštitutu v mojem času dela izdali, a ne? Da še vedno, ker se pač pišem Zvonka Slavec, zvončkljam kot zvonček in žvrgolim kot slavček. Lepa hvala. Gospa Zvonka, ne bom rekel hvala, ampak predstavili ste dolgoletnemu predavatelju retorike na Teološki fakulteti, kako se opravi govor, ki je primerne dolžine, obsega vse prvine in ne zamoči ničesar bistvenega in ne doživi tega, da bi ga moral moderator prekiniti. Ko sem vas poslušal, sem se ozrl tudi na svoje kolege z področja humanistike, jezikoslovja, literarne zgodovine in sem v svojem, po zaslugi medicine, dolgem življenju, 15 let mi je bilo prerekovano ob rojstvu, danes jih imam 75 po zaslugi medicine, sem spoznal ljudi, ki so ogromno znali, pa nihče ni vedel, da toliko znajo. Zvonka Zupančič je pa na področju humanistike kirurg. Kirurg ne more začeti operacije, morajo tudi končati. In Zvonka Zupančič zna končati svoje operacije številne in ta enciklopedija slovenskega zdravstva je taka uspešna operacija, ki bo navdušila ne samo znanstvenike, ampak opogumila tudi nas bolnike, da ne bomo iskali pomoči v Ameriki, ampak da bomo vedeli, da so številni strokovnjaki tudi pri nas. Sam iz svojih 70-letnih izkušenj vem, da je slovenska medicina dosegla marsikaj, sam ni znala promovirati. In zato je velika zasluga, ki jo je opazil predsednik Pahor, da je promovirala slovensko znanost, slovensko medicino in jo je uvrstil ne samo med športnike, ki jih ves čas nagrajuje, ampak tudi med zdravnike. Čestitam še enkrat v imenu državljanov in tudi v imenu številnih bolnikov. Hvala lepa. Seveda lahko. Točno 1 minuto in pol imate še čas. Jaz moram publiki povedati še eno stvar. Veste, to ni knjiga, ki bi bila dolgočasna. To ni knjiga, ki jo prebereš, platnice zapreš in knjigo odložiš. Nasprotno, ta knjiga, ko jo začneš prebirati, te potegne v raziskovanje. In ko prebereš en del, raziskuješ naprej. To je neverjetno, kako je to zanimivo, da to ni mrtvo branje, ampak ob tem branju nekaj začutiš in te potegne. To je veličina tega dela. Hvala lepa.
Poleg znanstvenih publikacij pa je delo Zvonke Zupančič Slavec opazil tudi tednik Družina. In tam sem prebral en stavek, ki se mi zdi zelo primeren, da povem svojim damam. Za zaključek, hvala, doktor Slavčeva, da ste znali tako kmalu dozoreti, kako človeštvo prav povezovanje zgodovine s prihodnostjo ustvarjalno krepi. Še en aplavz. A je kakšno vprašanje z publike? Ja, prosim. Veliko tudi po zaslugi tehnike, ne? Samo vrnite ga vse. Tako. Kar ne odgovorite, samo ne Ja, odgovorite. ja, redno. Po zaslugi tehničnih ved, tako, aha, tako. Po zaslugi tehničnih ved, ne, ampak tukaj ima tehnika dvorezen vpliv. Po eni strani določenih kirurških in takih operacij sploh ne bi mogli biti, če ne bi bilo teh tehničnih naprav, orodij in tako naprej. Po drugi strani pa filozofija, ki to tehniko vodi, je industrijski inženiring. Morali bi vedeti, da industrijski inženiring je začel nastajati tak, kot je modern, pred 200 leti, šele z filozofom Heglom, ki je ta inženiring v nebesa postavljal, ne? Namreč, kaj je bila Heglova osnovna misel? Boga ni, človek je Bog, industrijski inženiring je pa višek človekove ustvarjalnosti, s katero spoznava naravo, pride do zakonov naravnih in jih uporabi za boj proti naravi. In mi se borimo proti naravi z vsemi orožji od takrat naprej. Veliko je tehnika prinesla dobrega, mnogo več je pa slabega. In je treba medicino ne vključevati v industrijski inženiring, kar zdaj postaja, ni tovarna bolnica, ampak je treba v kulturo spreminjati, ne v tehniko. Samo toliko. Hvala. Zelo pomembno spoznanje, ki pravzaprav povezuje današnjo predstavitev s tisto mislijo, ki sem jo prebral iz knjige Antona Breclja Ob viru življenja, kajti nahajamo se v podobnem obdobju. Samo da so tiste reči, s katerimi skušamo preslepiti naravo in jo uničiti življenja, mnogo bolj prefinjene in mnogo manj razumljive. Kar so počeli v koncentracijskih taboriščih, je bilo predstavljivo, ko smo izvedeli, kar počnejo v genetskih laboratorijih, ne razumemo, tega ne razumemo. Zato hvala za ta komentar. V imenu bolnikov. Ker je med nami tudi pesnik Tone Kuntner, počutim se kot na igralski akademiji, ki sem predaval, ker ni bilo nikoli miru, pa sem mogel vsem govoriti. Ker ste ravno imenovali našega velikega slovenskega pesnika Toneta Kuntnerja, je bil predtem tukaj in smo se pogovarjali, se je opravičil, ker ne more tukaj ostati zdaj. Ampak on tudi dobro pozna naše delo. Tudi jaz sem 25 let sem vodila to kulturo v kliničnem centru in je bil večkrat naš gost.
in je za pacijente toliko dobrega naredil s svojimi recitali, s svojo dobrohotnostjo, svojo toplo nacionalno držo in tudi svojo šegavostjo, seveda svojim igralskim talentom, a ne, da je prav tako v duhu tukaj z nami, še celo njegova soproga je zraven bila, tako da sem bila danes vesela, ker sem tudi Sonjo srečala ponovno tukaj med nami. Drugače pa, veste, tako kot ste lepo o tehniki govorili, medicina je silno interdisciplinarna in seveda je veliko tudi drugih področji, ne samo tehnike, ki pač prihaja zraven, a ne. In celokupno, bom rekla, z enim zelo tankočutnim nadzorom, ki mora biti pač etično usmerjen, ker mora biti etika je vedno nad vsakim pravom. A veste, etični element presoje je najvišji in ga ne more pravni preglasiti, a ne? In recimo, se pravim, življenje je pa največ, kar seveda v zdravstvu, v medicini nosimo na svojem oltarju, a ne? Tako da vse te stvari, ki se v moderni tehnologiji dogajajo, mi moramo gledati, da seveda bo iz tega prišlo največ dobrega, da se bodo lahko redke bolezni, kot zdaj recimo se na pediatrični kliniki zdaj uvajajo številne nove genetske možnosti za preprečitev razvoja bolezni pri otrocih, ki se rodijo z nekimi genetskimi pomanjkljivostmi, a ne? In to seveda je velika dobrobit. Zlorabiti nekaj takega pa bi seveda bila katastrofa. Tako da jaz upam, da bo ta torej etični nadzor nad bioetiko, da bo vseeno tisti, ki bo ohranil humanizem v medicini. Zdi se mi, da bo poglavje o medicinski etiki, zgodovini medicinske etike, najtežje poglavje, ki ga bo napisala dr. Zvonka Zupančič Slavec. Hvala lepa.